Pred nadaljujemo, vam moram povedati, da smo prejeli kar nekaj kritik, ker so baje vse naše šale na Štajerce povezane z alkoholom. Končena ena novica iz Ptuja, ki nima nobene povezave z njihovo ljubeznijo do gostiln. Policisti so ugotovili, da je najemnica gostinskega lokala nedovoljeno odprla teraso, kjer je postregla goste in jim izdajala račune. Na terasi gostinskega lokala so bili, po navedbah policije, udeleženci neprijavljenega javnega shoda. Ja, okej. Novica je sicer bila o gostilni, ampak v njej se je pila samo kava. Tako da tukaj poročamo o dveh čudežih. O gostilni, ki je odprta, pa o Štajercih, ki niso pili alkohola. Zdaj pa v od Boga pozabljeno regijo. In ne, tokrat ne govorimo o Koroški, pač pa o tisti drugi. Pa tudi ne o Prekmurju, pač pa o Beli krajini. V nekem črnomaljskem lokalu se namreč dogajajo nenavadne reči. Poglejmo si. Alen Šišić je Napoleon Cafe prevzel 3 mesece pred epidemijo. Lanskega oktobra je tako v 10 mesecih že tretjič odprl lokal. Ob kavi za napot, ki jo je ponudil kot prvi v Črnomlju, pa je goste postregel še z novim doživetjem. Dobrodošli v našem živalskem vrtu. Bolj kot to, da so v gostilni plišaste igrače, preseneča dejstvo, da so v Črnomlju tako za časom, da so šele leta 2021 dobili kavo za napot. Inovacija je za te kraje tako velika, da naj bi prve stranke celo prinesle svoje šalce, ker niso vedeli, kako lahko kozarci iz kartona ostane suh. Ne pogledati, kako to potezo ocenjujejo domačini. V tej dani situaciji, ko se vsi borijo po svoje, našo svojo nišo. In to je to. Odlično. Bravo, Alen. Ne, res je dober. Glede na to, da Belokranjci tako navdušeno podpirajo sveže podjetniške ideje, naj bi se neimenovana pizzerija iz sosednje Metlike že odločila, da bo ljudem ponudila naslednjo inovacijo – dostavo pice na dom. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.